mladi Argentinci in hvala vam za vso mladost, za vse te nasmejane obraze, ki jih prinašate v Šentjošt. Ponavadi vam dobrodošlice izrečemo že zunaj, danes je bilo pa malo stiske s časom, tako z naše kot vaše strani, tako da vas pozdravljamo tukaj le zdaj na odru Kulturnega doma Šentjošt. Par besed, leto za leto prihajate k nam. Rojaki iz Argentine, Kanade, Severne Amerike in iz drugih krajev sveta. Spoštljivo se vračate k svojim koreninam, k domovom svojih staršev in starih staršev in obiskujete kraje, ki so drugačni od vaših. Drugačen od vašega velikega Buenos Airesa je tudi naš Šentjošt. Tukaj nas vsak dan zbudijo zvonovi iz 5 majhnih cerkva. Tukaj kmet s pridno roko obdeluje zemljo, svoj dom imajo obrtniki, delavci, podjetniki, umetniki, šolarji, dijaki, študenti in zaposleni, ki si služijo kruh po krajih od Vrhnike do Ljubljane in okolice. Ko se izmrzle zime in veliko snega prebudi pomlad, zacvetijo prve trobentice in zvončki. Poletje nas ob kresu pozdravi s cvetočimi travniki, jeseni pa obiramo plodove naših njiv in pečemo kostanj, ki je dozoral na robu bližnjega gozda. Ni nas veliko, smo pa gosti, bi rekel naš rojak in velik Šentjoščan Vinko Žakelj. Radi živimo v teh krajih, ki nam nudijo dom in zavetje. Res je drugače kot pri vas, vendar smo si tako blizu. Imamo skupni jezik, vrednote, vero, kulturo in ljubezen do Slovenije. Imamo skupno preteklost, morda tudi del prihodnosti. Ko so v teh dneh ulice glavnega mesta Argentine, Buenos Airesa, prežete s slovensko besedo, pesmijo in plesom, še bolj čutimo, da se naša domovina razteza daleč čez meje države Slovenije. Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija, vzklika Marko Kremžar v svoji pesmi, posvečeni vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu. 25 let rojstva države Slovenije praznujemo prav v teh dneh. Čutimo neizmerno hvaležnost do Slovencev po vseh celinah sveta, do vaših mam in očetov, ki so dolgo desetletja trdo delali za ohranitev slovenstva v vaših skupnostih in si hkrati prizadevali za graditev državnosti v domovini. Tudi vam so usadili ljubezen do slovenske pesmi in besede, s katero ste nam polepšali nocojšnji večer. Hvaležni smo Bogu za milost, da se lahko srečujemo z vami in se skupaj veselimo. Ob vrnitvi domov svojim sorodnikom in prijateljem izročite našo toplo zahvalo za vse njihovo delo, zvestobo in naše prisrčne pozdrave. Kjerkoli vas bo vodila pot, ohranjajte v sebi misel na Slovenijo, katere del ste. Z njo ste bogatejši in močnejši. Počutite se še naprej prijetno med nami. Bog vas živi. Še v imenu Kulturnega društva Ivan Cankar iz Šentjošta za vaš obisk in s tem bi vam podarila eden najstarejših zvonov v Sloveniji. Kot ste prej slišali, nas zbujajo zvonovi in da se boste spomnili, da ste bili tukaj pri nas in da vam je bilo lepo, kot je tudi nam, ko pridete, vam jaz podarjam v imenu Kulturnega društva podarila. In bi tudi jih prosila, če prideta na oder. Kje pa Boris?
slišala, da so zvonovi tvoja nekako tudi ena taka, ne strast, ampak pač jih rada raziskuješ. In naj ti bo to spomin na to srečanje v Šentjoštu. Boris. Zate imam pa nekaj bolj moškega. Zdaj, ko si prišel ravno iz Romanja, ti bo mogoče tudi kjerkrat tole prav prišlo, ne? Preden se pa vsi, da ne boste odšli prav hiter, je pač ena manjša pogostitev, zato vas povabim, da ostanete še malo tukaj. Zdaj bom pa besedo predala gospodu. Ne bom predolg, samo v imenu teh fantov in deklet, ki jih vi še predobro poznate, saj jih vsako leto sprejemate tukaj med sebe, bi se rad zahvalil celemu Šentjoštu in seveda, ker imamo ob sebi predsednico Irmo, bomo kar njej izročili majhno, skromno darilo v imenu vseh nas, ker nam tudi vi omogočate, da uresničujemo svoje sanje, da spoznamo Slovenijo, da spoznamo pristne Slovence, da se z vami družimo. Zato je vse to prav lepa vam hvala. No nos